Pozdravljeni. Pred nami je 20. komentar novic, kjer bomo skupaj obdelali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v svetu Formule 1, dobesedno v preteklih urah in ne samo v preteklih dneh. Tudi danes se bomo kot običajno ustavili pri 4 različnih sklopih, kjer bomo skušali dati malce bolj poglobljen pogled na vse tisto, kar praktično zanima nas navdušence. In tudi tokrat, vkolikor vas zanima, kaj piše v originalnih citiranih člankih, imate bližnjice navedene v opisu. Da ne bomo predolgi in upam, da tudi ne preveč dolgočasni, kot običajno najbolje, da se lotimo naše prve teme. V trenutku, ko spremljate ta posnetek, verjetno že veste, da dirka za veliko nagrado Emilia Romagna na progi v Imoli je odpovedana. Odpovedana je zaradi vremenskih razmer oziroma poplav v okolici. In tu, poleg mene, lahko vidite tisto uradno sporočilo, ki so jo pripravili pri Formuli 1, da so razložili svoje razloge. In treba je tu objasniti nekaj. V celotni regiji Emilia Romagna so obsežne poplave, imajo celo nekaj smrtnih žrtev. In razumem organizatorja, da v sklopu takšne naravne nesreče pač odpove dirko svetovnega prvenstva Formule 1, čeprav je treba poudariti tudi nekaj drugega. Proga Enza in Dina Ferrarija se nahaja poleg reke. In verjetno ste me že slišali uporabiti za to progo tudi ime proga ob Santernu, torej ob tej reki, ki je še nekaj minut preden sem začel snemati ta prispevek, bila blizu tistega, da bi se izlila dobesedno v pedok. Torej, po eni strani so v Formuli 1 pokazali izjemno veliko spoštovanje do naravne nesreče, ampak po drugi strani se je treba zavedati nekega dejstva. V petek, soboto in nedeljo vremenska napoved pravi, da bo deževalo. In to bi pomenilo, ukolikor dirka bi bila na sporedu, da mnogi gledalci, navdušenci, ki bi bili prisotni, bi seveda bili ogroženi. In to je nekaj, kar si Formula 1 ne sme privoščiti, bodimo iskreni, noben šport si ne sme privoščiti kaj takega. Zato najprej varnost. In čeprav smo si vsi mi navdušenci želeli te prve dirke letošnje sezone v Evropi, moramo sprejeti dejstvo, da letos bo treba počakati še nekaj dni. A pojdimo naprej po našem programu, kjer bomo videli, da je ta odločitev izpred dobesedno nekaj minut vplivala tudi na vse drugo, kar je bilo planirano za današnji prispevek. Zelo zanimiv je izbor, ki smo ga videli pri Scuderii Ferrari, kar se tiče planiranih novosti za, žal, odpadlo veliko nagrado Emilia Romagna. Kot smo lahko brali na italijanski verziji spletnega portala motorsport.com 16. maja, tu v Imoli naj ne bi debitirala ona zadnja prema, ki bi lahko lastnosti bolida SF Pomišljaj 23 premaknila v tisto smer, da bi bili končno konkurenčni tudi Red Bullu. Pri Ferrariju so se odločili, da bo bolje počakati na veliko nagrado Španije, kar bi pomenilo po prejšnji situaciji še 2 veliki nagradi, po sedajšnji situaciji le še eno. A vprašanje je več kot umestno. Če ta izboljšava spremeni lego samega bolida,
in način, kako izrablja pnevmatike, zakaj čakati? Razumem, napovedan je dež v petek, soboto in nedeljo in verjetno tako Charles Leclerc kot Carlos Sainz mlajši bi lahko tvegala, da bi to novost na kakšnem ovinku prostega treninga tudi uničila. A zato bi lahko pri skuderiji Ferrari pripravili dovolj rezervnih delov. Sam menim, da ukolikor novost prinese bistvene pozitivne spremembe, jo je treba na bolidu imeti čim prej. Razumem pa, da ukolikor se ne ve, ali zadeva deluje ali ne, testiranje na takšnih, recimo manj kot idealnih pogojih ni umestno. A zopet smo tam, pri Ferrariju vedo, kaj počno, ali pa nekako tvegajo, tavajo v temi. Seveda, na to vprašanje bomo dobili odgovor pri naslednjih velikih nagradah. Žal je dirka v Imoli odpadla in ne bomo videli tistega, kar smo pričakovali, ali pa videli ga ne bi tako ali drugače. A pojdimo še k tovarniški ekipi Mercedes, kjer vsaj v načrtih so imeli čisto drugačen pristop. Pri tovarniški ekipi Mercedes imajo čisto drugačen pristop od tistega, o katerem sem govoril v drugem sklopu pri skuderiji Ferrari. Kot smo lahko brali na uradni spletni strani Formule 1 f1.com 16. maja, so za odpadlo veliko nagrado Emilia Romagna v Imoli pripravili čisto poseben nov paket. Žal v članku ne piše, kaj naj bi ta paket vseboval in še manj ni na razpolago nobene fotografije, ki nam bi pokazale novega Mercedesa 214, ampak vseeno. Pri Mercedesu niso niti pomislili na to, da bi ta debi premaknili naprimer na veliko nagrado Španije. In v samem članku smo lahko prebrali, da pri ekipi iz Brackleyja načrtujejo več takih paketov, ki bodo kar hitro izboljšale lastnosti samega bolida 214. In zato verjetno za veliko nagrado Španije lahko pričakujemo že novega. Seveda, odpadla dirka v Imoli v tem primeru gre seveda vsa na račun Red Bulla RB19. Njihovi nasprotniki pač niso dobili možnosti, da bi novosti čim prej preizkusili. Videli smo, na koledarju je sedaj že druga dirka manj, in seveda pri ekipah se bodo morali potruditi. Zanimivo bo videti, ali bo posodobitveni paket Mercedesa prišel v javnost že čez nekaj dni na veliki nagradi Monaka. Ampak vseeno v primerjavi z Ferrarijem imajo pri Mercedesu bistveno bolj sistematičen in po mojem vedenju tudi bolj drzen pristop, kateri bo bolj uspešen, bomo pa videli, seveda na koncu sezone 23. Za konec pa še izjava Helmuta Marka, ki jo povzemam po tistem, kar je bilo zapisano na spletni strani italijanske revije Autosprint zopet 16. maja. Ukolikor se spomnite tistega prispevka, ki je govoril o prvi rošadi sezone 2023, je bilo govora o tem, da Nick de Vries je na preizkušnji in da čez nekaj dirk bo lahko tudi izgubil svoje mesto. Ampak Helmut Marko je tokrat izjavil, da Daniel Ricciardo ni tisti potencialno prvi voznik, ki bo primeren za to menjavo. In poleg tega je odkrito povedal, da tudi Mick Schumacher je ime, ki ga sploh niso vzeli v obzir, kar je logično. Mick Schumacher je sedaj v tistem okrožju tovarniške ekipe Mercedes. Pri Red Bullu imajo na razpolago dve zanimivi imeni, o katerih sem pa že govoril v predhodno citiranem članku. In to je Liam Lawson ter Ayumu Iwasa. Dva mladeniča, ki bi si po mojem videnju zaslužila priložnost.
In Helmut Marko tokrat nekako razmišlja v isti smeri, kot sem si sam drznil nakazati v predhodnem članku, torej tudi starosta Red Bulla vidi prihodnost v mladih. In tako je tudi prav. Sicer ima Nick de Vries velike nagrade Španije priložnost rešiti svoj sedež, kot je rekel Helmut Marko, dobil je rumeni karton, ampak s tem, ko je dirka za veliko nagrado Emilija Romagna odpadla, je tudi priložnosti za Nicka de Vriesa zmeraj manj in manj. Kaj se bo zgodilo, kot običajno, bomo odkrili skupaj. Ampak za danes je to vse. Hvala za vašo pozornost in naslednje.